Ljudsko odločanje bo 11. oktobra v Sloveniji, kot kaže, dobilo domovinsko pravico, saj bodo volivke in volivci odločali na kar 4 referendumih. Na 3 posvetovalnih bomo izrazili mnenje o tem, ali naj državljani tretjih držav še lahko volijo na lokalnih volitvah, ali naj bo denarna socialna pomoč za delovno sposobne brez objektivnih ovir za delo vezana na družbeno koristno delo, denimo v lokalnih skupnostih, javnih zavodih ali humanitarnih organizacijah, ter ali naj se ukine obvezno plačevanje RTV prispevka. Že prej pa je bil za 11. oktober razpisan zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga podpirajo v opoziciji, saj gre po njihovem mnenju za referendum o politični policiji. Novela namreč odpravlja možnost, da preiskovanec pritožbo na Ustavno sodišče zaustavi preiskavo. Po novem pritožba ne bi več zaustavila ustanovitve preiskovalne komisije, saj bi ta lahko delovala tudi v času odločanja sodišča o pritožbi. Bo šlo na referendumu vzporedno tudi za merjenje podpore sedanji Janševi vladi oziroma opoziciji in njeni največji stranki, Golobovemu Gibanju Svoboda. Z nami sta Andrej Poglajen iz SDS in Borut Sajovic iz Gibanja Svoboda. Dobro večer obema. Dobro večer. Gospod Poglajen, iz vrst Svobode smo lahko danes v parlamentu slišali, da s temi 3 posvetovalnimi referendumi želite samo zamegliti odločanje na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki mu opoziciji pravijo zakon o politični policiji. Drži ta očitek? Mislim, da je danes v zaključku seje kolegica Jelka Godec dobro povedala ena izmed postopkovnih predlogov. Toliko laži, kot je bilo sproduciranih danes strani opozicije, strani predvsem poslanske skupine Gibanja Svoboda, ki jo vodi gospod Sajovic, je težko na toliko laži sploh sproducirati dovolj dejstev in argumentov. Glejte, danes smo poslušali očitke vsem. Na prvem mestu pa je največja laž, ki jo producirajo že od pred, bom rekel, poletnega obdobja to, da naj bi se 11. oktobra odločili o tako imenovani politični policiji. Kot ste sami, gospod Sak, lepo povedali, gremo na referendum o parlamentarni preiskovalni komisiji. Me prav zanima, če bo lahko gospod Sajovic uporabil tako poimenovanje, kot je tudi določeno za referendum. Glejte, z lahkoto druga Janševa republika potrebuje tudi drugo novo udbo, saj imajo s prvo očitno dobre izkušnje in zato se ustanavlja politična policija, da se bo preiskovalo vse po vrsti. Glasnik predsednika vlade, eden poslancev je že omenil cilje in pa tarče. To so ustavni sodniki z Betovnove, predsednica države, rdečkari, komunajzeri, tisti, ki držijo steber v gospodarstvu in so iz tujine, in ljudje, ki so na socialnem robu, in seveda eden od stebrov slovenstva nacionalna televizija. Referendumi niso posvetovalni, ker jih koalicija, če bi vedela smer, ne potrebuje, ampak so preusmerjevalni. Sramota danes, 12 ur debate. Enega od ministrov ni bilo, ki bi mu rešitev. O lokalnih volitvah sprejeli so zakon, zdaj, ko so pa videli, da so zgrešili, da je narobe, bi pa po kakšnem tednu spraševali ljudi. Ustavni pravniki so povedali, kaj ne gre. To, kar govorite, gospod Sajovic, očitno samo dokazuje, da se očitno niti zakona niste prebrali. Kaj je 1. člen zakona o parlamentarni preiskovalni komisiji? Da parlamentarna preiskovalna komisija lahko preiskuje samo javne funkcionarje za odkrivanje politične odgovornosti. Zdaj jaz ne vem, če sami, kot ste vam rekli, kaj rdečkarje pa komunajzerje, pa ne vem, kaj smatrate za javne funkcionarje. Glejte, to je prvi odgovor. Kar se tiče posvetovalnih referendumov, lepo smo na začetku povedali, če imamo referendum 11. oktobra, ga izkoristimo o tem, kar tudi sami govorite, ne govorite non-stop o tem, da ta vlada ne bi imela legitimnosti. Postavili smo vprašanja, ki so v koalicijski pogodbi, ljudje se bodo o njih odločili na posvetovalnem referendumu. Kar se tiče zakona o lokalnih volitvah, spoštovani gospod Sajovic, referendum se ne bo glasil, ali se strinjate z novim zakonom o lokalnih volitvah. Referendum se bo glasil, ali ste za to, da tujci tretjih držav v Sloveniji nimajo volilne pravice. Zakaj tako vprašanje? Ker ste vi začeli zbirati podpise za referendum o zakonu o lokalnih volitvah. In paradoks je to, da v bistvu nasprotujete vprašanju, ki ga najbolj problematizirate v tem zakonu. Je pa nekaj,
To vprašanje, ki ga postavljamo pred ljudi, bo zavezujoče oziroma bo veljalo za smernice vseh vlad, ki spoštujejo voljo ljudstva. Vi pa, kakor ste, bom rekel, populistični v vaših dejanjih, bi v primeru spremembe vlade čez toliko in toliko časa rekli, ja, tudi če so ljudje tisti zakon sprejeli, ne so sprejeli samo tisti del zakona, ki nastavlja recimo krajevne skupnosti, ne strinjajo se pa s tujci in bi vrnili tujcem tretjih držav volilno pravico. In samo še toliko, gospod Sajovic, v Sloveniji imamo z prihodom ljudi, tudi ilegalnim, velike probleme, slika se na tem področju razoblikuje. Veliko držav Evropske unije nima pravice, da državljani tretjih držav volijo na lokalnih volitvah. Lejte, drži, potrdil ste, da znova preusmerjate pozornost od bistvenih tem. Vlada ne ve in ne zna kam, nima rešitev, nima idej. Danes ste postavili rekordna cena dizelskega goriva, kmetijstvo gori in propada, vi se zgovarjate na Bruselj, na Mercosur in podobne rešitve. Gospodarska rast po junijskem poročilu je že začela padati. To so problemi ljudi, kako bodo živeli in pa preživeli, ne pa politikansko, stalno, vsakodnevno iskanje sovražnikov in pa nasprotnikov. Poglejte danes, kaj ste si v izjav prvošil. Vse tiste, ki prejemajo socialno pomoč, ste označil za lenuhe. Tisti, ki so delovno sposobni, gospod Sajovic. Tisti, ki so delovno sposobni, no kar preberite z magnetograma. Preberite z magnetograma, gospod Sajovic. Nizka, evo izjava gospoda Poglajna, edina ranljiva skupina, kot bi takega posameznika uvrstili, se imenuje lenuhi. Torej, tisti, ki noče delati, seveda. Lenuha zglednega imate očitno vi v Evropskem parlamentu. Poslušajte, Slovenija je izgubila poslanca. Zakaj? Zato, ker ni hodil v službo, ima 10 jurjev plačo, bajno pokojnino in si je prvošil to, da pač ne izpolnjuje delovnih obveznosti. Zdaj, gospod Grims, je še vedno poslanec, če ne mu govorite, da ne izgubila nobenega poslanca. Hvala lepa. Glejte, ponovno, gospod Sajovic, plezate v te vaše oblake populizma, spustite se na realna tla in govorimo o resnih zadevah. Prvič, danes Slovenija plačuje 3-krat več toliko za socialno pomoč, kot je leta 2023, ko je bila brezposelnost rekordna. Takrat smo imeli 13,1% brezposelnost, danes imamo 4,8% za brezposelnost. Takrat je bilo na socialni podpori 120 tisoč ljudi. Danes jih je 45 tisoč. In danes plačujemo 3-krat več za to socialno podporo. Če mi trdite, da ta sistem socialne podpore v Sloveniji funkcionira, da je to dober sistem, ker z več zaposlenimi plačuješ 3-krat več za socialno podporo, potem se opravičujem, gospod Sajovic, me žalosti, da imate kakršnikoli vpliv na javne finance, kajti to ni transparentno ravnanje z javnimi financami, ne racionalno. To gre za davkoplačevalski denar, tisti denar, ki ga v državno blagajno prispevajo delovno aktivni državljani. Poglejte, malo ste pomešali številke in pa matematiko, obljubljate prihranek 250 milijonov na socialnih transferih. Ob vsej tej obilici denarja ste pa kmetijstvu, ki je vsak dan bolj v krizi, namenili slabih 20 milijonov. Razprave danes so bile žaljive in pa sramotne. Namesto, da bi iskali pot naprej, pripiramo, delimo in to je to. Glejte, gospod Sajovic, mi nobenega ne delimo. Vam je bila na začetku mandata ponovljena roka sodelovanja. Vi ste v to roko prostaško pljunili, nas označili vse za prevarante in danes s to retoriko nadaljujete. Glejte, ko govorite o vseh teh ukrepih, imeli ste vso možnost, da se skupaj usedemo, sodelujemo na njih, do danes niste prinesli enega predloga na mizo. In kar se tiče kmetijstva, mislim, da je Janez Cigler Kralj napovedal ustrezne ukrepe, ki bodo realizirani. Je pa res, spoštovani kolega Sajovic, tega, kar ste vi v 4 letih zavozili, v 2-3 mesecih ni mogoče rešiti. Definitivno, pa še enkrat poudarjam, vsi ti referendumi 11. oktobra, za katere danes pozivam državljanke in državljane, da se odpravijo na njih in glasujejo za, vsi ti referendumi pa vam bodo dali tudi jasen odgovor na to, da Slovenija
po 4 letih radikalno leve vlade, ki je samo dvigovala davke, potrebuje spremembe. In še ne nazadnje, ko ste omenili energente, kdo je zadržal izvajanje interventnega zakona za razvoj za Slovenijo, ki bi zniževal cene energentov? Kdo je dal ustavno presojo? Kdo zahteva referendum? Vi, gospod Sajovic, torej, še enkrat, danes, ko govorimo o vsem tem, je seveda potrebno povedati dejstva. Ljudje stanje čutijo v denarnici. Prejle je bilo soočenje na nacionalni televiziji, ki jo sramotno rušite. Tam se soočen ne udeležujete na tedne in tedne, podpirate pa tuje. Slovenija si zasluži drugačno in pa boljšo politiko in jaz sem prepričan, da je kritična masa ljudi taka, ki zna nam vsem v politiki v jubilejnem 35. letu povedati, kaj je prav in kaj narobe. In o čem bomo potem po vašem mnenju odločali potem 11. oktobra na referendumih? O čem bomo odločali torej po vašem mnenju? O temah, ki so na mizi. Tudi o tem, kakšna je podpora. Boste to interpretirali tudi, če zmagate, ne vem, vse 4 ali 3 posvetovalne referendume, pa tega, ki ga je opozicija podprla, izgubite, ne vem, da je to podpora vladi Janeza Janše, da pravilno delate, oziroma obratno opozicija, da je to na nek način, če jih izgubijo, nezaupnica vladajoči koaliciji. Kako si boste to razlagali? Torej, to je referendum, to bodo referendumi o temah, katere so naslovljene. Gospod Slak, verjamem, da bodo nekateri ljudje, ki so lahko po srcu bolj levo opredeljeni, glasovali za spremembe na področju socialne podpore. Za to, da državljani tretjih držav ne morajo imeti volilno pravico na lokalnih volitvah. Kajti to so neke zdravo razumske odločitve. Pa dajmo se v tej državi vprašati, kako je to normalno, da nekdo, ki je delovno sposoben recimo in noče delati, uživa vse bonitete na račun tistih, ki delajo. In z tega vidika seveda ne gre za noben referendum v vladi, čeprav gospod Sajovic poskuša to prikazati že od začetka oddaje. Gre za to, da se končno izjasnimo in da povemo, da Slovenija ne spodbuja takih politik, ki nagrajuje nedelo in še da spodbujajo nedelo, po drugi strani pa tepta dol tiste, ki želijo ustvarjati in delati. Sramotno je, da na referendumu rušimo javno radio-televizijo, ki je bila steber slovenstva od leta 1968 naprej naše kulture, pomembna vloga v času osamosvojitve na določenem področju ključna. Ključen bo zakon o politični policiji, kjer bodo ljudje množično glasovali proti, kajti z vašo vlado, brskanjem po računih, imamo zaplinjevanjem, imamo iz preteklega mandata že dobre izkušnje in pa seveda, kar se tiče tujcev, Slovenija funkcionira, ker je zaposlenih 160 ljudi do tujine in z ljudmi je treba ravnati človeško. Kar se pa socialnih transferjev in pa zaposlitev tiče, nikdar in nikoli v zgodovini te države ni bilo še tako malo brezposelnih in zato, da ločimo, kaj je pri socialnih transferjih prav in kaj narobe, zahtevajo ukrepanje, ne pa referenduma. Zdaj, gospod Sajovic, te vaše trditve, da bi mi v koaliciji karkoli rušili glede javne radio-televizije, nič ne drži. Pač, gledajte, če v nedeljo smo imeli dober primer, pa gospod Slak, vi boste tudi lahko povedal, ali smo imeli prejšnjem mandatu kdaj možnost, da bi gledali 2 poslanca opozicije v eni izmed oddaj na RTV-ju? Nikoli. V nedeljo ste sedeli 3 poslanci opozicije tam. Seveda zato, ker je bila SDS povabljena tako kot nocoj in je sramotno stisnila rep med noge. Tanja Starič bo čez 3 minute povedala, da nimate poguma za soočenje na RTV-ju. Demokratični standard in svobodo, bom rekel, izražanja z vidika tega, da so ljudje lahko obveščeni. Če tega ne izpolnjuje, tudi v Nemčiji ustavno sodišče dejalo, da radiotelevizija ni upravičena do prispevka. Lejte, iz minuto v minuto dokazujete, da je seveda resnica največja laž postala in da se resnice ta prave in soočenja bojite. Kako, če smo se sedaj soočili, gospod Sajovic, vi pa razen populističnih puhlic niste danes po ta studio prinesli nič drugega? Bomo končali. Najlepša hvala obema, da ste bili naša gosta. Hvala za povabilo in lep večer.